Za nemire na političnem parketu pa ne skrbi le minister v odstopu, ampak tudi predsednica stranke Desus v odstopu. Aleksandra Pivec, ki je v upokojenski stranki postala fatalna ženska leta, ki jih je ubila v anketah, zaenkrat ostaja kmetijska ministrica. To pa ne odgovarja opoziciji, ki zahteva njen takojšen odstop in je zoper njo že vložila interpelacijo. A je to slučajno nov rekord? Čestitke! No. Povod za interpelacijo je seveda njen, sedaj že ponarodeli obisk podjetja Vina Kras. A si predstavljate, da ste tujci in berete, da bomo Slovenci interpelirali ministrstvo zaradi obiska vinarne? Zdaj bi si mislili, pa kaj so te ljudje delali ob potokih vina? Na koncu pa iz celega obiska nastal samo en beden video z muziko iz vsake druge slovenske reklame. Mislim, Ja, tudi zato so nekateri poslanci opozicije te zgodbe že rahlo naveličani. A lahko nekdo ugasne to muziko? To telenovelo interpelacije snema v bistvu ekipa 3 režiserjev, Janša, Pivec, poslanska skupina Desus že 3. mesec. Ja, ministrica Pivec je zaradi vseh afer postala slovenska Esmeralda. Njena telenovela se vleče že 3 mesece. Vse gledalce pa seveda zanima, če bo za Pivčevo res usodno vino ali pa je vse skupaj le ena žlehtna štorija. A vidite, kaj sem naredil? Eno črko sem spremenil. Veliko bolj izvirno, kot pa tisti komad. Ne rabimo ga še enkrat režija. Hvala. V tem trenutku nas seveda zanima, kako so se glede odstopa kmetijske ministrice opredelili poslanci stranke Desus. Zagotovo imajo glede vprašanja, ali lahko Pivčeva ostane ministrica, izdelano zelo trdno in jasno stališče. Te možnosti ni, ali pa je, no, tudi ta opcija verjetno bi bila odprta, ampak takrat pa ni v koaliciji glasov poslancev Desusa. Se pravi, če bo Pivčeva še naprej ministrica, poslanci Desusa koaliciji ne bodo prispevali glasov, ki jih ne potrebuje. Zveni podobno, kot če bi najstniku zagrozili, da če ne pospravi sobe, mu boste vzeli vse plišaste igrače. Razen, če imajo za njega kakšno posebno čustveno vrednost, se ne bo preveč sekiral. Če bo do odstopa Pivčeve z položaja kmetijske ministrice dejansko prišlo, pa je odveč vsaka skrb, da v Desusu ne bi hitro in učinkovito našli primerne zamenjave. Poslanci imajo namreč vse pod kontrolo. Ja, jo bomo poiskali, ziher. Se trudimo. Načeloma jo že imamo. Rešeno. Sam še detajle uredijo, pa je zadeva praktično zaključena. Ne? Žal pa se s tem težave Desusa ne končajo, ker začasni vodja Tomaž Gantar na novembrskem kongresu ne namerava kandidirati, morajo poiskati še novega predsednika stranke. Jaz osebno sem prepričan, da bodo tudi to zamenjavo našli brez težav, oziroma, kot bi temu rekli v Desusu. Ja, jo bomo poiskali, ziher. Se trudimo. Načeloma jo že imamo. Narejen! Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.